Zanimivo je, kako nekatere znamke dejansko živijo zelo, zelo dolgo. Obstaja pa cel kup njih, ki dejansko ne. In zakaj je temu tako? Preprosto, treba se držati formule, ker tisti, ki se drži formule, to se pravi, da razume, kaj je bistvo znamke, tisti potem seveda lahko te stvari uredi tako, kot je potrebno. In kaj je tisto bistvo znamke? Bistvo znamke je njena jedrna obljuba. To je tisto, zaradi česa je bila znamka sploh ustanovljena, zaradi česa je bila kreirana. Namreč znamka je posrednik obljube in to posredovanje seveda mora biti v času primerno oskrbovano. Temeljna obljuba, kot jo imenujemo, seveda se ne bi spreminjala v času, vendar pa mora ves čas biti pozorna na to, kaj se dogaja na trgu, kakšni so trendi, kako se spreminjajo navade, kako se spreminjajo življenjski stili na koncu koncev. In recimo, če pomislim na eno znano slovensko znamko, ki že desetletja sodeluje z naravo, potem mi je pri njej všeč predvsem to, da se zna času in primernim razmeram na trgu tudi tako vesti. In to vedenje seveda jo ohranja živahno, jo ohranja mlado in na koncu lahko rečem samo na zdravje pravi temeljni obljubi znamke.